In danes si bomo pogledali, kako smo rešili tole domačo nalogo. Začnimo kar s prvim izrazom. Zdaj, najprej seveda imajo oklepaji prednost. Ampak, ker v tem primeru v oklepaju ne moramo odšteti x minus y, ker nista člena iste vrste, potem moramo upoštevati pravilo število krat oklepaj. In tale oklepaj sedaj pomnožimo vsakega v tem oklepaju z dvojko in dobimo 2x minus 2y. Tako, to smo zdaj razrešili prvi oklepaj. Zdaj pa drugega. Drugi oklepaj ima dve stvari, ki sta nekako bolj težavne. Prva je minus pred oklepajem in druga je krat 3 za oklepaj. S to trojko moramo pomnožiti vsako vrednost v oklepaju. Ta minus bi pa lahko tako upoštevali, kot da bi tule vse skupaj množili z minus 3. Namreč minus pa trojka nam skupaj data minus 3 in z minus 3 pomnožimo vsakega v oklepaju. Je to plus 9x, minus 9x je. Takle. Kar zbrisali, zakaj je minus 9, ker ta minus je samo 1, če bi bilo tukaj 3x v oklepaju, bi pa bilo, se pravi tukaj je zdaj minus 9x in pa minus nam data plus, pa še krat 3 je plus 3y, tako. Zdaj pa člene iste vrste lahko damo skupaj, to sta 2x pa minus 9x je minus 7x, tu imamo pa minus 2y plus 3y je plus 1y, se pravi napišemo kar plus y. Tako, to je rezultat. Če pogledamo tule z rešitvijo, a sta rezultata enaka? Sta, le členi so v drugem vrstnem redu. Se pravi, če dobite ta rezultat ali ta rezultat, oboje je v redu, odvisno kako računate. Tako, pa kar na naslednji primer. Tudi tu moramo odpraviti oklepaje. Prvi del, ko ni v oklepajih, prepišemo. Tu pa imamo dvojko, s katero bomo množili tale oklepaj. Pa gremo. Prvi del prepišemo. 2b minus 3a. Zdaj pa pomnožimo z dvojko. Plus 4b minus 2a. Tako, kadar imamo minus pred oklepajem, spremenimo vse predznake v oklepaju, tako kot če bi množili z minus 1. Plus 3b minus 2a. Tako, zdaj pa pogledajte, tule imamo pa oklepaj, v katerem so sama števila. To pomeni, da lahko ta števila odštejemo. Lahko seveda tudi greste z b in z b pomnožite vsakega, ampak je to bolj zamudno in večkrat pride do napake. Zato svetujem, da najprej odštejete v oklepaju, kar se seveda da. To pomeni, da je to plus 3, pa še krat b za oklepajem. Tako, zdaj pa izberemo člene iste vrste, pa mogoče si počrtamo, da bomo lažje, pa gremo tule 2b plus 4b je 6b plus 3 je 9b, pa še plus 3 je 12b. Tako, zdaj pa pogledamo še tule. A je, imamo pa minus 3a pa minus 2a je minus 5a, pa še minus 2a je minus 7a. 7a, takole. Evo, pa smo že drugi primer. Tretji primer je bil precej enostaven, ni oklepajo, treba je samo zbrati skupaj člene iste vrste, mogoče bi bil ta bolj ustrezen za prvega, ne, da prebijemo led. Pa imamo takole, to je 5a minus 3a, je 2a, pa še plus 5b. Tako, pa gremo naprej. Tudi tale je dokaj enostaven. Ta oklepaja v bistvu tukaj nimata pomena, zato ker je pred oklepajem le en plus in ostane vse isto. Prepišemo kar brez oklepaja 5x minus 3y
plus 2x minus 6y in potem vse, kar nam preostane, je, da se štejemo oziroma odštejemo člene iste vrste. 5x plus 2x je 7, x minus y pa minus 6y je pa minus 9y. Kaže, da so bile tukaj pač rešitve narobe. Se upravičujem, zgleda še mišljen, ki je kakšen kvadrat. Tako, pa gremo naprej. Tale primer je pa kar bolj obdan z oklepaja, ne. Tu je pa treba paziti, kateri oklepaji so najbolj notranji. Imamo zdaj prvi oklepaj, pa še en oklepaj. In ta je zadnji oklepaj, se pravi prvi zaklepaj, ki ga srečamo, je njegov. Tale dva pa še ta skupaj. In potem spet gremo, imamo oklepaj in prvi zaklepaj, ki ga srečamo, je njegov. Potem je še pa en ostal in to je pa tale, ki gre čez celotni izraz. Takole, zdaj pa trojko prepišemo krat oklepaj. Vse prepisujemo, razen tisto, kar bomo rešili, ne. Moramo pa zračunati. Zdaj s tole dvojko pomnožimo vsakega v oklepaju. To je zdaj 2x minus 4y. To smo zdaj rešili ta oklepaj. Zdaj gremo pa naprej. Z minus 3 pomnožimo spet vsakega v tem oklepaju. Je to minus 6x plus 3y. Pa še prepišemo tale minus 5y zaklepaj. Zdaj dobili smo kar dolg oklepaj in jaz vam svetujem, da ta oklepaj najprej malo poenostavite, se pravi člene iste vrste date skupaj. Zato trojko še prepišemo. Imamo pa zdaj 2x minus 6x je minus 4x minus y plus 3y je minus y. Takole, ne, je to minus 6y zaklepaj. Zdaj pa še s trojko pomnožimo vsakega v tem oklepaju. To je pa 3 krat minus 4 je minus 12, takle, minus 12x pa minus 18y. Tako, nam je še ostalo kaj, še nekaj primerov, mislim, da je bilo. Ja, res je. No, v tem primeru bomo pa uporabili kar precej že našega znanja. Tale del, to je dvočlenik na kvadrat. Zato imamo pravilo, če se spomnimo. Prvi na kvadrat je x na kvadrat. Minus, ker je v oklepaju minus, 2 krat prvi, se pravi 2 krat x, krat še ena, kar je kar 2 krat x, pa plus 1, plus 2 krat. Zdaj, jaz vam svetujem, da najprej razrešite tale oklepaj krat oklepaj, dvojko pa si pustite za kasneje. Zdaj pa dvojko prepišemo, naredimo še en oklepaj in razrešimo oklepaj krat oklepaj. Če zmnožimo oklepaj krat oklepaj, pomeni, da moramo iti vsakega z vsakim. Se pravi, s tem x-om pomnožimo prvi x v drugem oklepaju, pa je dvojko, z minus enko pomnožimo pa spet x in dvojko. Nekako sistem moramo dobiti, da res gremo z vsemi vsakega z vsakim in zdaj gremo x krat x je x na kvadrat, x krat 2 je 2x, minus 1 krat x je minus x, pa minus 1 krat 2 je minus 2. Takole. Pa gremo naprej. X na kvadrat minus 2x plus 1 prepišemo, plus, zdaj s to dvojko pa lahko množimo vsakega v oklepaju. Je to 2x na kvadrat plus 4x minus 2x minus 4. Zdaj pa člene iste vrste seštejemo. Imamo tule 2x na kvadrat, pa 2x na kvadrat je 3x na kvadrat. Potem imamo vse, kar je z x, minus
2 pa tole je minus 4x pa plus 4x se izniči, se pravi je nič x oziroma ne pišemo, pa plus 1 pa minus 4 je minus 3. Tako, kar se tiče tega primera, bi rekla še eno stvar. Tule, če pogledate, bi lahko v tem oklepaju poenostavili x-e. S tem ne bi bilo nič narobe, v bistvu je priporočljivo, ampak izkušnje kažejo, da se večinoma tega ne poslužujete, zato sem zdaj rajši rešila na ta način, da vam bo bolj razumljivo. Tako, naslednji primer. To je zdaj dvočlenik na kvadrat. Potrebno je iti po tisti formuli, če se spomnite, prvi na kvadrat minus 2 krat prvi krat drugi plus drugi na kvadrat. In sicer, to je zdaj 3 na kvadrat minus 2 krat 3 krat 2x pa še plus 4x na kvadrat. Tukaj pa bodite pozorni, da če drugega kvadrirate, kvadrirate in dvojko in x. Zdaj pa še malo polepšamo, je to 9 minus 12x plus 4x na kvadrat. Tako. Tukaj se rešitve niso rešile, načeloma mi to reši program, tako da se pravičujem danes za te rešitve, sta že dve narobe, ampak vse smo danes skupaj vse to popravili. No, tole je pa dvočlenik na 3 in zdaj dvočlenik na 3 pa tudi računamo po formulo. In sicer, če si tule gor na hitrico napišemo še tisto formulo, da nam bo lažje, to je AB na 3, to je A na 3 plus 3 krat A na kvadrat, B plus 3A, B na kvadrat pa plus B na 3, kjer je A v našem primeru x, B pa 4. To je zdaj x na 3 plus 3 krat x na kvadrat krat 4 plus 3 krat x krat 4 na kvadrat plus 4 na 3. Namesto vsakega a-ja v formule ostavimo x, namesto vsakega b-ja pa 4. Zdaj pa še to malo polepšamo, je to x na 3 plus 12x na kvadrat plus 16 krat 3 je 48x plus 4 na 3, to je 4 krat 4 krat 4 je 64. Takole, to bi bilo za to domačo nalogo vse. Se slišimo spet v naslednjem prispevku.